Lepo pozdravljeni. Svet se letos spopada z najobsežnejšimi požari v naravi. V Kanadi so našteli že več kot 6400 gozdnih požarov, ki so zajeli več kot 170 000 kvadratnih kilometrov, kar je površina 8 Slovenij. Na stotine požarov je letos prizadelo tudi Grčijo. Zajelo je 1700 kvadratnih kilometrov površin, kar je toliko kot 10 Ljubljan. Požari so zahtevali smrtne žrtve in povzročili veliko gospodarsko škodo. Pri nas je bil eden najhujših požarov lani, ko je gorelo na našem Krasu. V nekaterih delih sveta pa so požari naraven pojav, ponekod celo nujen. Dr. Aleksander Marinšek, lepo pozdravljeni. Dober dan. Katere rastline pravzaprav potrebujejo ogenj za svoje razmnoževanje? Je beseda potrebujejo prava? Mogoče celo zaželjena, mogoče boljš. O rastlinah, če govorimo o drevesnih vrstah, potem je zagotovo so različne vrste evkaliptusov, različne vrste borov ali pa sekvoja, ki za svoje razmnoževanje potrebujejo ogenj in visoke temperature. Kaj se takrat zgodi z njimi, ko so izpostavljene ognju? Ko so izpostavljeni ognju, se recimo kutikule oziroma vojnice okoli plodov, semen stanjšajo, to poveča kalitev. Tudi v tleh, ko so višje temperature, povzroči kalitev semen. Toplota sama pa recimo pri sekvoji povzroči, da se ti stoži odprejo in da se semena sprostijo. Ampak zakaj so se razvile takšne rastline? Kaj je to samo prilagoditev ali kaj drugega? V bistvu je ogenj sestavni del vseh gozdnih ekosistemov že od nekdaj, zato je to nekakšna prilagoditev. Po eni strani so se drevesa ali pa rastline prilagodile na požare s temi stvarmi, po drugi strani pa se pred požari obvaruje z debelo skorjo, kot je recimo sekvoja ali pa duglazija. Katera so tista območja na naši zemlji, kjer so požari tako rekoč potrebni, nujni? Gre za ta borealni del severnih, Sibirija, Kanada, Severna Amerika, do tundre in tajge. Najlepša hvala za enkrat. Požare povzročajo udari strele, sončni žarki, ki sijejo skozi v naravi odvrženo steklo ali naprimer iskre ob zaviranju vlaka. Miha, pozdravljen, ti nam boš pokazal, kako pravzaprav lahko pride v naravi do požara. Pozdravljena, Renata. Tako je. Prikazal bom simulacijo s pomočjo krasilne palice, ki vsebuje magnezij. Pred sabo imamo izparilnico s suho travo, v tej roki držim krasilno palico z magnezijem, v tej roki pa kovino, s katero bom po krasilni palici naredil več potegov. Kot vidiš, vsak poteg po krasilni palici sproži različne magnezijeve iskre. Miha, to je bilo pa hitro. Kot vidiš, suha trava se je hitro vžgala. Pri nas pa požari niso potrebni, se pa pojavljajo. Slovenija ima slabih 60% celotne površine gozdnate. Povprečno je na leto od 50 do 150 gozdnih požarov, povprečna letna površina požarov pa obsega približno 5 kvadratnih kilometrov. Boštjan Košiček, lepo pozdravljeni. Dober dan. Zdaj v naravi požar k sreči ne nastane tako hitro. Ne, potrebna je veliko več energije. Naprimer, ko udari strela ali pa pri največjem znanem povzročitelju požarov v železnici, ko odletajo zavore pri spuščanju vlaka v naravo in tu odletajo delci z maso nekaj 100 gramov, segreti na nekaj 100 stopinj v naravno okolje in pač ti so pa res sposobni povzročiti požare. Kateri so požarno najbolj ogroženi kraji pri nas? Ja, poleg Istre je najbolj ogrožena slovenska Istra oziroma Kraški rok. Imamo še seveda cel Kras, Vipavsko dolino, ta južna pobočja, Čičarijo, nižje predele Čičarije. In potem tja, če gremo proti Pivki in Postojni, pač kar je slovenski submediteran nekako v grobem. Katere pa so pri nas na ogenj najbolj odporne rastlinske vrste? Rastlinske vrste se zelo različno prilagajajo na vse ujme in tudi na požare. Večina naših vrst je sposobna odgnati iz korenin, kar nekaj teh grmovnih vrst, ki se zdaj tudi pojavljajo na požarišču in hitro prekriti površino. Nekatere pa imajo drugo strategijo, se pravi debelo ljubje in izolacija od velike vročine, se pravi zaščita kambija pred vročino.
To pomaga pri talnih požarih, recimo pri hrastih, predvsem pa pri črnem boru, ki je v naravi najbolj poznan potem pri nas. Zdaj, posledice požarov v naravi so zelo hude in narava si nekako sama lahko opomore v več letih. Kaj bi se pravzaprav zgodilo, če mi, ljudje, ne bi pravzaprav nič pomagali in posegali v naravo? Naravni procesi bi ravno tako stekli, malo počasneje in zato poskušamo naravi pomagati. Ja, največji gozdni požar v Sloveniji je bil lani poleti na Goriškem krasu. Vzel je več kot 37 kvadratnih kilometrov površin, od tega 29 kvadratnih kilometrov gozda. Kakšen je Kras danes? Po več kot enem letu so na požarišču v Mirenskih gozdovih še vedno ožgane veje, črni štori in drevesa. A tla so že ozelenela, vzklila so tudi prva semena in zrasle sadike. Konkretno so tukaj mladice poljskega javorja oziroma maklena, ki smo jih posejali na celotni površini požarišča. Posejali smo skupno približno tono 200 kg semena različnih vrst, predvsem teh naših domačih toploljubnih vrst. Tako pomagajo naravi pri obnovi tistih območij, na katerih je pogorela celotna lesna biomasa in kjer ni nobenih listovcev, ki bi zagotovili semensko banko za naravni gozd. Smo sejali po celotni površini, konkretno se reče temu setu zagrinjenja, se pravi se malo razproste zemlja, položi ščepec različnega semena, mešanice semen smo uporabili tukaj in potem se to zagrebe. Za Kras značilni borovi gozdovi so skoraj v celoti pogoreli, saj je požar zajel krošnje, visoke temperature pa so uničile kambi, sloj pod lubjem. Ta je zaradi prekinitve pretoka vode in hranil odmrl in s tem je odmrlo celotno drevo. Črne bore bodo poskušali nadomestiti z na sušo bolj prilagojenimi in avtohtonimi vrstami, kot sta puhasti in zimzeleni hrast ter drugimi listavci. Tukaj vidimo lep primerek sadike puhastega hrasta. Te smo posadili letošnjo spomlad. Zdaj na tej površini, ki je tudi ograjena, smo posadili skupaj približno 5000 sadik te vrste. So pa se uspešno prijele tudi drevesne vrste, ki so že tukaj tudi sicer doma. Več kot 20.000 kubičnih metrov odmrlega drevja, večinoma črnega bora, so posekali. Del poškodovanih dreves so pustili, da bi tako ohranili biotsko ravnovesje. Odmrli deli dreves so dom nekaterim živalim, glivam in rastlinam, imajo pa tudi pomembno vlogo pri kroženju hranil in skladiščenju ogljika. Ta drevesa smo z namenom označili, da pač opravljajo tudi to ekološko vlogo. Sicer takrat, ko smo jih označevali, so bila večinoma živa, zelene krošnje nekako so imele, sedaj pa vidimo, da so se že posušili. Na nekatere dele opustošenega gozda se hitro širijo invazivne in zelo agresivne tujerodne vrste. Visoki pa jesen, na primer, hitro prerašča pogorela območja in izriva naravno rastlinje. Zato ga skušajo odstraniti in preprečiti njegovo razmnoževanje ter naglo širjenje. Ta je žensko in moško drevo. Žensko drevo semeni in izvaja se na teh drevesih obročkanje. Pravi, da se mu odstrani na določeni višini debla skorjo in drevo potem se začne sušiti. Večina opustošenega gozda oziroma okoli 2000 hektarjev gozdnih površin bodo pustili, da se naravno obnovi. Gre predvsem za površine gozdov listavcev. Na gozdnem robu so se tako že začeli obnavljati zeliščni sloj in nizko rastlinje. Posegajo torej le na najbolj prizadete površine, kjer je naravna obnova otežena ali bi trajala predolgo. Narava bo tudi sama peljala svojo pot, ampak mi, ko posegamo s primernimi vrstami, zdaj obnavljamo to površino, bomo zagotovo pripomogli k hitrejši obnovi samega terena. Obnova kraških gozdov bo trajala desetletja. Požari prizadenejo rasti, vplivajo pa tudi na tla. Kaj se zgodi z njimi? Zdaj v prispevku smo videli, kakšen je Kras danes, kakšna pa so tam tla. Tla so po tem požaru, seveda so poškodovana in poškodovana so nekaj centimetrov globoko, kjer je divjal požar.
Pa poglejmo zdaj vzroke za to. Kaj konkretno tlom povzroči visoka temperatura in ogenj? Ogenj povzroči tlem različne spremembe in to na fizikalnem, kemijskem ali pa biološkem nivoju. Na kemijskem nivoju se vedno po požaru zviša pH in tudi, če so zelo visoke temperature, se določeni elementi v tleh uplinijo. Pri fizikalnih vzrokih oziroma pri fizikalnih posledicah, ki jih ima ogenj na tla, pa je treba omeniti izgubo organske snovi, pa mogoče tudi različne sposobnosti tal za prepustnost za vodo, včasih se s pepelom se tla zamašijo ali za skorjo, rečemo, da ratajo tudi hidrofobna. Ogenj je uničil rastje in sedaj so tla pravzaprav izpostavljena neposredni sončni svetlobi. Kaj to pomeni za tla? Za tla je to seveda spet neugodno, mogoče tudi zelo neugodno za same rastline, pa tudi za živi svet v tleh. Vemo, da pod tlemi ali pa v tleh se je biodiverziteta skrajno velika in če ta zaradi požara izgine ali pa visoke temperature, je to en manko. Po drugi strani tla po požaru so temna, se pravi, da vpijo še več temperature in temperaturna nihanja so veliko večja. Se pravi, čez dan so višje temperature, po noč so nižje temperature v tleh, ravno zaradi tega, ker ni nekega rastja in se temperatura oziroma toplota odbija. Zdaj tla na Krasu so zdaj po požaru izpostavljena tudi večji eroziji. Zagotovo. Tla so izpostavljena eroziji, predvsem na delih, kjer je teren nagnjen, kjer ni organske snovi in voda seveda hitreje odteka. Druga stvar pa je še erozija, ki jo povzroča veter, se pravi vetrna erozija. Na začetku, ko imamo velike količine pepela, v katerih so konec koncev različni minerali, pa hranilne snovi, jih veter odnaša. Kako dolgo pa traja, da se tla obnovijo in ali lahko kakorkoli tlom pomagamo? Najbolj poškodovan je zgornji del, organski del tal in se lahko obnovi zelo hitro, če je nad njim vegetacija, če ni bil totalen požar. Lahko je par let, ampak za ustvarjanje tega organskega dela tal je potrebna vegetacija, upad, razgradnja, mikroorganizmi. In če tega ni, lahko kako pomagamo? Seveda lahko pomagamo predvsem s tem, da preprečujemo erozijo in skrbimo tudi, da ne odnašamo organske snovi iz gozda, da tudi puščamo organsko snov. Dr. Aleksander Marinšek, najlepša hvala za pogovor. Hvala. Požare pa lahko spremljamo tudi sateliti. Satelita Sentinel-2 sta del Evropskega programa za opazovanje Zemlje Kopernik, ki med drugim spremlja tudi vegetacijo, poplavna območja in plazove. Kako pa vidi požare? To so razsežnosti lanskega požara na Krasu, ki so jih razkrili satelitski posnetki iz vesolja. Prvi posnetek je satelit Sentinel-2 zajel 2 dneva po požaru. Vidi se požgana zemljišča s črno barvo in pa aktiven ogenj, seveda s posebno obdelavo. To pridobimo pri Renškem vrhu oziroma vzhodno od njega in pa dim, ki se širi vzhodno že nad Italijo. Če se pomaknemo 2 dni kasneje, se vidi že ogromno požgano zemljišče, ogenj, ki se pričenja širiti iz Italije proti Sloveniji. Veter se je obrnil, začel je pihati jugo, zato vidimo 3 dni kasneje ogromno požganega ozemlja in pa spet nova požarna fronta nad vzhodno Kostanjevice na Krasu. Teden pozneje je bil požar popolnoma omejen. Posledice in obseg požarišča se jasno vidijo na posnetkih. Sentinel-2 je en izmed satelitov, oziroma 2 satelita iz tega programa, nameščen optični senzor in iz njega lahko razpoznamo aktiven požar, se pravi ogenj, dim in pa seveda požgana zemljišča. Sentinel-2 zaznava sevanje v 13 frekvenčnih pasovih v vidnem in bližnjem infrardečem delu spektra. S podatki v vidnem delu dobijo sliko dimnega oblaka z 10-metrsko ločljivostjo. Podatki v infrardečem delu spektra pa pokažejo žarišče požara. Ker je merilni instrument satelita optični senzor, sta dim in pepel moteča, saj se ne vidi, kaj je pod njima. Temu se ne da izogniti, razen da pogledamo pa zgodovinskih podatkov, kakšno je stanje vegetacije, oziroma recimo gostota vegetacije, tudi sušnost vegetacije, preden se požar začel. Je pa seveda težava predvsem pri teh ogromnih požarih, ker lahko zameglijo ogromne površine.
Časovna ločljivost teh posnetkov ne omogoča napovedovanja širjenja požara v realnem času, saj vremenske razmere, naprimer veter, premočno vplivajo na širjenje požara. Lahko pa napovedujemo, glede na sušnost vegetacije, glede na bujnost vegetacije na nekem zemlju in pa seveda glede na relief, smer vetra igra tukaj izjemno pomembno vlogo, zaradi tega je ta časovna ločljivost 2 do 3 dni premajhna. To pa je posnetek nasinega satelita Terra, ki prikazuje zatemnitev neba nad Portugalsko in Španijo zaradi dimnega oblaka iz Kanade. Caje so potovale visoko v ozračje na tisoče kilometrov dolgi poti čez Atlantski ocean. Tukaj gledamo pa koncentracijo črnega ogljika, ki se širi iznad letošnjega požara v Kanadi proti Evropi. Vice blazna koncentracija na meji med Kanado in Združenimi državami Amerike in potem ta oblak črnega ogljika, ki se širi nad Evropo in pa Severno Afriko. Podatki o gostoti črnega ogljika so združeni iz satelitskih posnetkov ter talnih in letalskih meritev. Zemlja vsako leto bolj gori. V reviji Nature je zapisano, da se je povprečna dolžina požarne sezone v zadnjih 35 letih na svetovni ravni povečala za 18%. Kaj so vzroki za to? Ja, klimatske spremembe so dejstvo, jih imamo tu in sušna območja postajajo vse bolj sušna, tako da je to glavni vzrok za požare. Na nepričakovanih mestih, ker doslej ni nikoli gorelo, se lahko razvija zdaj požari po svetu. Se bodo požarno ogrožena območja večala tudi v Sloveniji? V Sloveniji pričakujemo, da se bodo najbrž tudi, da se bo ta, se pravi, toplotni val vpliv večje temperature poznal, ampak zaenkrat tega ne opažamo vsaj ne v veliki meri. Podnebne spremembe nekako povzročajo, so vzrok za požare, požare nazaj pa potem tudi spet vplivajo k nastanku podnebnih sprememb. Ti požari po svetu, ki so velikih razsežnosti, več Slovenije zgorelo, v Kanadi ali pa prej v Sibiriji in tako na velikih področjih, veliko biomase te najbrž vplivajo tudi, da se že pozna, da se zares pozna. V Sloveniji tega zaenkrat nimamo. Pa lahko požare v naravi kakorkoli preprečimo. Obstajajo kakšne preventivne metode, ki pomagajo zmanjšati tveganje za nastanek požarov, pa potem mogoče tudi preprečijo njegovo hitro širjenje? Ja, obstaja, seveda vedno moramo najti rešitev, poleg ozaveščanja prebivalstva, tehničnih ukrepov, ki jih poznamo, izdelava prometnic. Lahko tudi gojimo gozdove na ta način, da so manj požarno ogroženi. Se pravi, da vplivamo na vrstno sestavo, da sadimo ali pa razvoj gozdov tudi po naravni poti usmerjamo v smer manj ogroženih vrst, tisti, ki imajo debelo ljubje, ki lažje preživijo požare, če se zgodijo. Lahko obliko gozda uravnavamo, tako da imamo zaprte gozdove, z čim manj podrasti. Tako da se da z gojenjem gozdov vplivati tudi na požarno ogroženost. Boštjan Košiček, najlepša hvala za pogovor. Hvala vam. Za gašenje požarov se poleg vode uporabljajo tudi gasilne pene. Prve so vsebovale fluorove spojine. Take pene so hitro prekrile ogenj, ga ohladile in pogasile. Kmalu se je izkazalo, da so kemične spojine v peni izjemno obstojne v okolju in škodljive za ljudi. Po direktivi Evropske unije bo zaradi varovanja okolja kmalu obvezna ekološka pena brez fluorovih spojin. V letalstvu je največja nevarnost razlitje goriva ter posledično nenadno in nenadzorovano gorenje. Gorečo površino letala najhitreje prekrije pena. Pena se prilepi na navpične površine in tako zagotovi toplotno izolacijo ter takojšnjo zaščito. Ker plava na tekočinah, je primerna za gašenje vnetljivih tekočin. Ima boljšo oprijemljivost, manjšo težo in manjši raznos v okolje kot voda. Nanašanje gasilne pene na gorečo površino ima dva učinka. Prvič dušilnega, ker prekrije površino in prepreči dostop kisika. Drugo pa hladilen učinek, ker se iz pene izloča tudi voda in hkrati hladi gorivo. Starejša fluorinska penila so visoko zmogljiva, saj vsebujejo sestavine s fluorinskimi vezivi in fluorpolimeri. Te kemikalije proizvajajo mehurčke penila odporne proti gorivu, zato so izredno učinkovita pri gašenju kemičnih požarov, niso pa biorazgradljiva.
Predvsem so nevarja za okolje, za podtalnico, ne smejo priti v zemljo, na travo. Skratka, te vsebnosti fluorinov, ki so bile včasih dovoljene, so se zdaj zmanjšali tudi do 100-krat v vseh snoveh, ne samo v penilih. Za gašenje gozdnih požarov uporabljajo koncentrate sintetične pene, v katerih so zaviralci oziroma kemikalije, ki jih dodajo v vodo. Poleg osnovnih snovi vsebujejo tudi zgoščevalce, ki zgostijo raztopino in omogočajo primerno viskoznost za nanašanje na vegetacijo. S tem se na vegetaciji ustvari sloj raztopine, ki ne zdrsne. No in s tem dodajanjem retardantov se poveča prodornost vode in to se zdaj le, ko vemo, da je v svetu en od glavnih izzivov za gasilce so gozdni požari, ti retardanti dodajajo v zelo majhnih količinah, da povečajo prodornost vode, da ne steče po površini in da opravlja svoj gasilni učinek. Če v naravi zagorijo vnetljive tekočine na alkoholni osnovi, se uporabljajo alkoholna penila. Ta vsebujejo naravne ali sintetične polimere, ki se strdijo, ko se vodna raztopina pomeša s topilom. Zaradi starjevanja se na površini topila tvori debel film, ki mehansko ščiti peno pred stikom s topilom. Da bomo pa alkoholno odporno peno nanesli na alkohol. Dobro. Se bomo pa taki polimeri izločili z alkohola, to je pa tisto, kar naredi to zaščito, da se na alkoholu pač ta pena ne uniči. Ob gašenju peno, ki mora biti obstojna pri visokih temperaturah, nanašajo od enega roba proti drugemu. Gorečo površino morajo prekriti počasi, da se razlije čez celotno površino. Če pena do vas kvalitetna, ne pride do ponovnega ožiga, tako je tudi testirajo. Ko je določeno nanesejo, potem štopajo, če se nazaj nažge, je pena zadosti nekim novim. Zdaj se isto dogaja, malo se voda izloča ven, se pravi hladi hkrati to nafto, obenem pa preprečuje, da kisik zraven pride. Kratno gašenje s peno in vodo ni učinkovito. Z vodo razkrajamo peno in jo spiramo z goreče površine, zato ne more učinkovati. Program Združenih narodov za okolje je v svojem poročilu posvaril, da podnebne spremembe in spremembe v rabi tal prinašajo pogostejše in intenzivnejše požare v naravi. Njihovo število naj bi do leta 2100 naraslo za 50%. S tveganjem požarov v naravi naj bi se spoprijemala celo Arktika, ki tega pojava doslej ni poznala. Miha pa ima za nas še uganko. Tako je. Tu imamo dve obliki fosforja, belega in rdečega. Fosfor je eden izmed bolj reaktivnih elementov v periodnem sistemu. Je tudi vnetljiv? Tudi, vendar ne v vseh oblikah. V glavicah lesenih vžigalic se med drugimi snovi nahaja tudi rdeči fosfor, ki se na zraku vžge šele pri temperaturi okoli 250 stopinj Celzija. Omenjeno temperaturo vžiga dosežemo z močnejšim potegom po hrapavi površini škatlice. Če to storim, se rdeči fosfor in s tem vžigalica vžge. Ja. No, beli fosfor pa ima za razliko od rdečega drugačne lastnosti in s tem bo povezana tudi uganka. Poslušam. Pred sabo imava izparilnico, v kateri je že pripravljena raztopina belega fosforja. V raztopino bom pomočil košček filternega papirja in ga skušal čim močneje namočiti. Košček filternega papirja bom sedaj na zraku posušil zgolj z mahanjem. Uganka, ki sledi je, kaj se bo zgodilo s papirjem. Papir se bo posušil, mogoče pa se bo zgodilo še kaj drugega. In papir je zagorel. Miha, kaj se je zgodilo? Med mahanjem je nepolarno topilo izhlapevalo iz filternega papirja, zaradi česar je beli fosfor prehajal v stik z zračnim kisikom. Neposreden stik belega fosforja s kisikom je omogočil kemijsko reakcijo. Miha, najlepša hvala za super uganko. Ni za kaj, z veseljem. Hvala nami. Bomo v vaši družbi tudi prihodnji teden. V sredo bomo na naši Facebook strani objavili novo uganko, v četrtek pa bo na sporedu nova oddaja. Nasvidenje. Raziskave bolezni in odkrivanje novih načinov zdravljenja danes omogočajo biobanke. Prve so nastale pred 30 leti na Islandiji. Obiskali smo eno izmed največjih in najbolj znanih v Evropi v avstrijskem Gradcu, kjer hranijo kar 20 milijonov vzorcev človeškega materiala. Ena od slovenskih biobank je na Mariborski medicinski fakulteti. V njej so vzorci večinoma krvi, čez 7000 bolnikov za več kot 20 različnih bolezni. Glejte, ugriznimo znanost.